ste uradno oznanili svoj pristop k Slovenski ljudski stranki. Zakaj ste se odločili sploh za ta korak? Ja, kot sem že prej povedal, odločitev je bila lahka, po eni strani pa tudi težka. Odločil sem se za ta korak, pa moram povedati, tudi moj prijatelj, svetnik Rafael Goršek, sva prestopila že pred nekako, bom rekel, 14 dnevi, 3 tedni, vendar zaradi samih logistike in zasedenosti predsednika smo nekako to belodanili šele danes. Kot vam je znano, sem leta 2011, takoj po državnozborskih volitvah, 2011 izstopil iz Slovenske nacionalne stranke, kakor tudi Rafael Goršek, kajti prihajalo do velikih razhajanj med vodstvom stranke in lokalnim odborom. Zlasti je kaplja čez rob naredila TEŠ6, mi smo bili zagovorniki TEŠ6, vendar naš predsednik je temu nasprotoval in nekako nismo našli več skupnega jezika. Prav tako ni bilo nobenega skupščine, ni več delovanja te stranke in zato sva se odločila, da bova prestopila najprej med nepovezane svetnike. Nato se je zadeva začela odvijati, zadnje pol leta je kontakt se navezal z gospodom Bogovičem. Dobili smo se na 2-3 srečanjih. Vizija, ki jo ima Slovenska ljudska stranka, mi je zelo blizu. Kot sem že povedal, je slovenska, je ljudska in nekako mislim, da bomo dosti lažje deloval preko te stranke, kakor sem deloval prej. Isto so mi blizu kmetje, kajti tudi moj star oče je izhajal, je imel kmetijo, tudi moji starši, zlasti po očetovi strani, tako da sem blizu kmetom in kar je glavna volilna baza. Prav tako pa živim v mestu že vso življenje in nekako smo našli sinergijo, da je treba tudi v mestnih središčih dobiti nekaj volivcev in že na tem mestu tudi pozivam in naznanjam moje prijatelje, volivce, simpatizerje, ki smo delovali, da se nekako z miselnostjo priključijo. Tudi sem odprt za vsa vprašanja, preko predsednika Hermana Aliča lahko komunicirajo z mano, tako da bom v občinskem svetu zagovarjal tudi stališča Slovenske ljudske stranke, čeprav bom moral še delovati kot samostojni svetnik, kajti kot veste, Slovenske ljudske stranke trenutno ni v občinskem svetu.